Destinacija Moravske Toplice se je po ponovnem ocenjevanju zelene sheme slovenskega turizma pridružila destinacijam, ki so v Sloveniji nosilke zlatega znaka Slovenija Green Destination. Slovenska turistična organizacija ji je znak podelila na zelenem dnevu slovenskega turizma 25. maja v Krškem. Okoljski znak Slovenija Green Destination nas vsekakor pelje k večji ozaveščenosti trajnostnega razvoja turizma, predvsem spodbujanju trajnostne mobilnosti in sodelovanja in povezovanja v to zgodbo naših lokalnih ponudnikov. Nacionalni in certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma pod krovno znamko Slovenija Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in s konkretnimi orodji izboljšuje in ocenjuje trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov. Mi smo pred leti kot občina ali pa destinacija, ali kakorkoli hočete, bili prejemniki bronastega znaka in seveda logično nadaljevanje je potem spet skozi preverjanja, evalvacijo in dokazovanja na različnih področjih dosežkov na področju, ki je povezano s turizmom. Tudi ta današnja predstavitev zelenega znaka Slovenija Green Destination. Zdaj, jaz ne bom dolg, ker so tukaj tudi vsi ostali, ki so mnogo delali na tem, mogoče bolj v ozadju, je pa upravljeno v tej zvezi dosti dela. Ne samo povezanega s turizmom, ampak tudi z varovanjem okolja, z infrastrukturo. Zato pozdravljam tudi oba direktorja, ki sta zelo pomembna pri tej nalogi, torej Drago Delvar, ki je podjetje Komunala Zobelmacher, in pa naš domači direktor Čista narava, d.o.o., Branko Šrok. In na nek način vse sodelavke in sodelavce z TICA, ki pa je glavni promotor, integrator in pa organizator dejavnosti povezane predvsem z turizmom. Občina Moravske Toplice je mogoče specifična po tem, da nam je pri tem mnogo pomagalo tudi že kar samo naravno okolje, v katerem bivamo in delujemo. Pa tudi ta del, da smo se nekako osredotočili, kaj so naše prednosti v turizmu, to pa so predvsem ta skrb za naravno okolje in pa vse, kar je povezano z načinom in delom našega bivanja, tudi življenje prebivalstva. In to opažamo posebej po teh dveh covidnih letih in tudi zdaj sedanji krizi kot glavno prednost pri ponudbi. Torej, mi v turizmu ne zasledujemo ciljev, kot so množični prireditveni turizem, ampak predvsem turizem, kjer si posamezniki skupine, ciljne skupine pridobivajo novih življenjskih moči po seveda vsakodnevni življenjski dirki za uspehi, ambicijami in dosežki, kjer pa v našem okolju spet najdemo ravnovesje telesa in duha. In ta turizem, takšen način seveda tudi predstavljamo preko teh pridobitev. Morda mimogrede še mojo osebno izkušnjo tudi kot župana. Včasih nisem verjel, da je krajinski park Goričko z svojo prisotnostjo, dejavnostjo, namenom lahko neka razvojna priložnost. Zdaj v zadnjih letih prepričal, da pa to je. Ena stvar taka je bila seveda otvoritev in izdelava tematskih poti v Lončarovcih, povezanih z naravo, z okoljem, drugo pa tudi predvčerajšnjim v Motovarjevcih, se pravi pod Metuljo projekt, ki ga je pa zasnoval Krajinski park, Zavod za varstvo narave. Občina Moravske Toplice je z namenom sistematičnega razvoja trajnostnega razvoja turizma leta 2018 vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma.
Operativne naloge je prevzel TIC Moravske Toplice z zeleno koordinatorko Sonjo Bili. Turistična destinacija Moravske Toplice pripoveduje zeleno zgodbo. Dih jemajoča narava, blizu 100 km pohodnih rekreativnih poti, preko 250 km kolesarskih poti. Del občine se nahaja v območju krajinskega parka Goričko in spada v Naturo 2000. Bogata snovna in nesnovna kulturna dediščina, ogromno ponudnikov nastanitvenih namestitev, ponudnikov gostinske ponudbe, doma pripravljeno kulinariko. Vse to je bogata, dragocena dediščina, katero želimo ohraniti za naše potomce, hkrati pa omogočiti, da v njej uživajo, jo spoštujejo, vzdržujejo tako občani kot obiskovalci. Zelo smo veseli, da smo lahko del te zelene ljubezni. Turistična destinacija Moravske Toplice je na podlagi prejete ocene v okviru zelene sheme slovenskega turizma prijela strani slovenske turistične organizacije znak Slovenija Green Destination Gold. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenija Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenija Green pa to zeleno delovanje tudi promovira. Župan me je leta 2018 v prihodu Moravske Toplice poimenoval za zeleno koordinatorico. In s tem v bistvu je nekako TIC Moravske Toplice postal odgovoren za izvedbo celotnega postopka. Zelena shema je zelo vsebinsko kompleksen proces. V shemi se ocenjuje 6 osnovnih vsebinskih sklopov. Kot so upravljanje destinacije, narava in pokrajina, energija in podnebje, potem družbena klima, poslovanje turističnih podjetij in pa kultura in tradicija. Od samega začetka si je trajnostno zeleno zgodbo zastavila tudi priljubljena destinacija Panonska vas. Mi kot Panonska vas smo že v začetku, v nastajanju našega naselja zastavili zgodbo trajnostno zeleno, z čim manj odpadkov in temu smo tudi sledili. Ampak te začetki so bili pred 10 leti, tako da sem jaz zelo vesel in ponosen na to, da smo takrat že našli prav smer in prav usmeritev. Kar se tiče nadaljevanja, župan je lepo rekel, ljudje pridejo, spoznajo prek morja, spoznajo tudi ta zeleni del, katerega je Slovenija sploh ponosna in se lahko predstavljamo v tujini. Še lepši se je pa predstavlja z takimi organiziranimi zgodbami širše, kot občina, kot širša destinacija. Vsaj mi kot manjše destinacije zelo težko prosperiramo v nekem širšem pomenu, nekih širših predstavitvah in teže nagovarjamo bodoče goste, turiste z enega manjšega kraja, zdaj Panonske vasi, Tešanosih, kot pa občina in destinacija, ki ponuja marsikaj. Jaz upam, da se bomo še naprej vsi trudili v to zgodbo. Zelo zanimivo mi je pa prav tisti del, ki pravi župan, da domači ne vidijo. Jaz pravim malo drugače, mogoče vidijo, ampak ne cenijo te zgodbe. Je pa res, da je tak, pač to je slovensko malo mogoče zgodba. Ampak dobro, bomo še naprej delali s tistimi, ki to cenijo, s tistimi, ki želijo to videti in s tistimi, ki želijo v to zgodbi uspeševati in nadgrajevati naše ponudbe, kot večjih, tako manjših destinacij. Na konferenci so med drugim predstavili tudi trajnostne dosežke na destinaciji med leti 2019 in 2022 ter predstavili vizijo razvoja destinacije v prihodnosti. Zelena zgodba ni nastala leta 2018, to je najbolj vsem jasno. Te zgodbe so se že začele mnogo prej in saj sami dobro veste, mi imamo odlično organiziran sistem odvoza in zbiranja odpadkov. Smo bili eni prvih v Sloveniji, pa to zelo malo ljudi v Sloveniji ve. Potem smo imeli prvi v Sloveniji
tudi vzpostavljeno energetsko agencijo, ker smo se zavedali našega potenciala. Na vse zadnje mi imamo ogromno sončne energije, nas obseva in praktično ležimo na topli vodi in tukaj imamo še verjetno veliko potenciala za zeleni razvoj. Potem je tukaj Las Goričko, ki se neizmerno trudi že vsa ta leta, da uvaja projekte tudi na našem območju, na širšem območju Lasa Goričko, ki so okolju prijazni. To je ogromno enih majhnih projektov, ki pa zelo prispevajo k razvoju zelene destinacije. Imamo tudi sosede, ki sledijo naši zgodbi. Mestna občina Murska Sobota je tudi šla po poti pridobivanja zelenega znaka. Občina Ljutomer že ima. Vem, da se trudijo tudi občine na območju Goričkega, na vse zadnje večinsko živijo na Naturi 2000. Imamo reko Muro, ki je zaščitena pod UNESCO, pa tega še do danes nismo znali dobro stržiti, kar bi lahko iztržili pravzaprav vsi Pomurci. Potem imamo odlično urejene kanalizacijske sisteme, spodbujamo male čistilne naprave, tako da ta zgodba zelena ni naključje. Je samo odraz tistega, kar v naši regiji in v naši občini počnemo že zadnjih 30 let, bom rekla. Mene zelo veseli, da tem zelenim zgodbam sledi tudi gospodarstvo, da nas v tem podpirajo tudi vsi deležniki, da so se prebudili mali ponudniki na Goričkem za svojo lokalno ponudbo, da imamo vedno več lokalnih proizvodov, da krajšamo dobavne verige. To je ključno, ker s tem tudi zmanjšujemo razne emisije toplogrednih plinov. Morda nekdo včasih malo županom to debato, kaj bo majhna Slovenija prispevala k globalnemu segrevanju planeta Zemlja. Verjetno zelo malo, ampak en posameznik je vzgled, skupaj pa imamo moč, da kaj spremenimo. In zdi se mi, da to na tej destinaciji smo začeli zelo dobro početi. Vsi skupaj postajamo vedno močnejši in kar je najbolj pomembno, odgovarjamo na trende, ki so trenutno v turizmu. Ljudje ne iščejo več nekih masovnih druženj, ampak iščejo sprostitev, varnost. Varnost je postala zelo pomembna. In iščejo mirne kotičke, kjer se lahko odpočijajo od vsega stresa, ki jim ga povzroča vsakdanje življenje. In to mi imamo. Imamo prekrasno Goričko, na katerem je to še vedno moč najti. In kot jaz vedno pravim, ko se vrnejo s prelepega Goričkega, se pa lahko potopijo v črno vodo v Moravskih Toplicah in se naši gostje prijetno sprostijo. Torej, dosežkov je ogromno. Dosežkov je majhnih, ki pa so res pomembni. In občina se trudi temu slediti, na vse zadnje si želimo vse prihodne gradnje, ki bodo javne, graditi zeleno, pasivno in temu slediti tudi zelenemu dogovoru, ki ga je sklenila Evropska komisija. En tak projekt, ki je v nastajanju, jaz upam, da bo temu sledila tudi finančna sredstva, je sigurno naša zelena večnamenska dvorana, ki jo v Moravskih Toplicah potrebujemo, da bomo odgovorili na vse tiste potrebe gostov po kulturnih prireditvah, po druženju, po športnem turizmu. Športni turizem nam narašča, vedno več gostov je, ki tukaj trenirajo, to so razne ekipe. Zakaj hodijo k nam? Zato, ker imamo dobre rekreacijske površine. In temu skušamo tudi mi slediti in temu odgovoriti. Prizadevamo si, da bo tudi naše središče Moravskih Toplic urejeno po zelenem principu, da bo padlo čim manj dreves in da bomo čim bolj ustvarili čim bolj prijeten otok za posedanje, druženje, ne pa vse zopet zabetonirali in postavili neke vroče otoke. Se pravi, želimo slediti te zeleni pobudi, ki nam je dala Evropska komisija in ustvariti čim bolj prijetno okolje za življenje in bivanje naših ljudi. Zdaj, za kak posamezen podroben učinek imamo tu krasne sogovornike, tudi na njih se lahko obrnete. Naj dodam še samo to, da sledimo tudi z našimi sosednjimi občinami trajnostni mobilnosti, vzpostavljamo, širimo sistem tako imenovanega soboškega biciklina, ki z letošnjim letom postaja verjetno pomurski bicikl in saj se širi po celem Pomurju. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, da začnemo uporabljati alternativno mobilnost,
da čim na kratke poti hodimo čim več peš in s kolesom in da uporabljamo manj avtomobilov, kajti znano je, da so avtomobili tudi veliki prispevek k toplogrednim plinom. Čakamo tudi spremembe v kmetijstvu in jaz upam, da bo tudi država sledila temu, da bo čim več spodbujala ekološko kmetijstvo, integrirano kmetijstvo in da bomo tudi izboljšali naša tla in da bo tudi naša podtalna voda vedno bolj zdrava, kajti to je pomembno, to prinaša prihodnost prihodnim generacijam in samo od nas je odvisno, kaj jim bomo pustili. S trajnostno usmerjenim poslovanjem in delovanjem želijo povezati zadovoljne obiskovalce, lokalne prebivalce, turistično gospodarstvo in druge deležnike ter širiti zeleno misel. Po konferenci je sledil tako imenovan zeleni zajtrk, ki so ga pripravili na terasi ob Kozolcu v samem središču Panonske vasi in glasbeni spremljavi violinistke Ekaterine.